Dobrodošli na odprtju obnovljenega odseka Šolske ulice. Še posebej toplo med nami pozdravljam Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice. Staneta Frima, predsednika KS Slovenske Konjice. Štefana Gorinška, nadzornika izvedbe del. Predstavnike krajevnih skupnosti in seveda vse domačine in prisotne, ki ste svojim obiskom počastili današnje uradno odprtje obnovljenega odseka Šolske ulice. Gre za prenovo v dolžini 350 metrov. Dela so zajemala izgradnjo nove voziščne konstrukcije, nove površine za pešce, javno razsvetljavo, obnovo vodovoda in ureditev odvodnje zalednih voda. Dela je izvedlo podjetje Voc d.o.o., ki je bilo izbrano kot najugodnejši izvajalec na javnem razpisu. Nadzor nad gradnjo je vršil Štefan Gorinšek. K besedi ob odprtju vabim župana občine Slovenske Konjice, Darka Ratajca. Izvolite. Lep pozdrav, spoštovani, gospod predsednik. Nekako 7 let od takrat, ko je Franci prišel do mene in rekel, tukaj moramo pa nekaj narediti, ta ulica je pa potrebna obnove. In takrat sem še bil predsednik KS in smo naročili dokumentacijo in tudi potem to pripeljali tako daleč, da smo lahko z deli pričeli. Torej, obnova te ulice je primer, kako se v občini tega lotevamo, to je celovito. Da delamo več na pol, ko je treba ulico obnoviti, obnovimo vse, da potem ne pride do težav in moramo delati še enkrat. Torej, sodelovanje z krajevno skupnostjo, ker to je skupni projekt občine in krajevne skupnosti, je v redu, je odlično. Torej, krajevna skupnost je poskrbela za cesto in za razsvetljavo, občina pa za odvodnjavanje in vse drugo. Jaz verjamem, da je to ena dobra pridobitev v mestu. Seveda to še ni konec. Torej, v kratkem bo se začelo tukaj zelo blizu, tamle, ko vidite, izgradnja suhega zadrževalnika. Mi smo dobili sedaj zemljišče od sklada kmetijskih zemljišč in to bo ena tudi pridobitev, ki bo zagotovila večjo protipoplavno varnost v naši občini. Kot veste, to že počnemo sedaj v Škavcah, 2 zadrževalnika. In tudi tukaj smo to naredili enem delu. Tudi to je del dela, ki ga moramo v lokalni skupnosti upraviti. Marsikdaj občani tega ne vidijo, tega znajo dovolj ceniti, ampak to je potrebno. Torej, primarno moramo skrbiti za to, da se ne dela škoda in da so ljudje in premoženje varni. Torej, iskrene čestitke predsednik za to pridobitev. Jaz upam, krajani, da ste zadovoljni. Jaz se opravičujem, ker je nekoliko dolgo trajalo, ampak to niso bili mali posegi. Bilo je tudi moteče malo, ampak na koncu smo vsi zadovoljni. Upam, da tudi vi. Torej, še enkrat čestitke in hvala lepa. Ker pa je danes vesel dogodek, se seveda spodobi, da zaigrata harmoniki. Na svoji harmoniki bosta zaigrala Miha Mrzdovnik in Anže Hren iz glasbene šole Mateja Banovška. Ostaja le spomin, lahko bi dodala na staro cesto, na še neobnovljeno in sedaj na novo pridobitev. Vse dobro njej in izvolita. Naj zaigrata harmoniki. Hvala, Miha in Anže. V nadaljevanju pa k besedi vabim Staneta Frima, predsednika krajevne skupnosti Slovenske Konjice. Spoštovani gospe in gospodje, gospod župan, vsi povabljeni.
Veseli me, da smo danes pri tem simbolnem dogodku, ko predajamo cesto k svojemu namenu. Mi smo kot krajevna skupnost pripravili načrt prioritet za naslednje obdobje in tako kot je prejšnji svet, ki ga je vodil Darko Ratajc, takrat še predsednik krajevne skupnosti, pripravil za naše obdobje, smo to voljo spoštovali, da se ta cesta uvrsti v program. Zavedali smo se, da bo to zelo zahteven odsek, čeprav je samo 350 metrov, vendar vemo, da gre tukaj vsa infrastruktura, da bo treba prilagoditi komunalne vode in, kot je bilo že rečeno, rešujejo se tudi zaledne vode. Zato je to presegalo in finančna sredstva, ki jih krajevna skupnost vsako leto namenja za investicije, ki jih sicer dobi iz občinskega proračuna, zato smo nekako varčevali in pa ob znatni pomoči občine, zato se zahvaljujem tudi gospodu županu Darku Ratajcu, da je to mogoče, da se je šlo v celovito obnovo, ureditev odvodnjavanj. Tukaj bi se pa še posebej zahvalil gospodu Boštjanu Mlakarju, sodelavcu iz občinske uprave, ki je opravil nešteto obiskov in usklajevalnih sestankov, da je uredil vprašanje mej, odmer. Za to ureditev je bilo tudi kar potrebno usklajevanj in celotni občinski upravi, da je izvedla ves postopek pridobitve najprej razpisa oziroma projektne dokumentacije, razpisa. Zahvaljujem se izvajalcu in tudi nadzorov, ki sta se morala sproti prilagajati zahtevnemu terenu, zaradi vse infrastrukture, tudi komunalnemu podjetju, ki je za svojimi vodi sodelovalo. Skratka, upamo, da bo cesta služila svojemu namenu, da bojo tudi ti ukrepi za odvodnjavanje preprečevali velike havarije. Nikoli ne vemo, kaj se še lahko zgodi glede na te podnebne spremembe, vendar za neke zahtevnejše nevihte pa menimo, da bo tole znatno izboljšalo razmere v ulici in širše. Želim, da bi ta cesta služila vsem vam, uporabnikom, sosedom, sprehajalcem, šoferjem in posebej šolarjem za varno pot, tako da ne bi bilo tukaj nobene nesreče. Vam naj bo pa veselje. Hvala vam in prijeten dan. Hvala tudi vam, predsednik. Sedaj pa je že čas, da tudi uradno odpremo obnovljeni odsek Šolske ulice. Za prirez traku prosim župana in predsednika, ter tudi za glasbo ob odprtju Miho in Anžeta.